v sklopu projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin pod imenom Centri interpretacije zavarovanih območij vam želimo na današnji novinarski konferenci predstaviti ključne učinke tega projekta. Hkrati pa bomo danes odprli celovito prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma kot dela tega projekta. Kot že slišano, smo vas povabili na dogodek v sklopu projekta sodelovanja LAS, Centri interpretacije zavarovanih območij. Po prvih 6 mesecih izvajanja tega projekta je z zaključkom investicijsko-vzdrževalnih del na objektu Tončkovega doma, kjer se nahajamo, za nas pač zaključeno eno pomembno projektno dejanje, ki ga obeležujemo s to tiskovno konferenco in pa z uradno otvoritvijo namestitvenih kapacitet. Rada bi povedala, da so bila prizadevanja za obnovitev Tončkovega doma širša, niso fokusirana oziroma ne izhajajo zgolj iz projekta sodelovanja LAS, ampak iz več projektov. Imamo pa v sklopu tega projekta otvoritev ene etaže, v nadaljevanju bo glede investicije več povedano strani gospoda župana občine Sevnica. Jaz vam bom pa predstavila sam projekt. In sicer projekt sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij smo prijavili v letu 2020. Povezujemo 4 lokalne akcijske skupine z 4 zavarovanih območij narave. Uspešno prijavljen projekt je bil oddan na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 19.3. priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Projektne aktivnosti so tako sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 85% deležu upravičenih stroškov. Partnerstvo širše sestavljamo 4 lokalne akcijske skupine, kot rečeno 4 zavarovanih območij. LAS Obsotelje in Kozjansko kot vodilni partner in pa LAS Posavje se nahajamo na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. LAS Ciljem je LAS, ki prihaja iz 2 zaščitenih območij krajinskega parka Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Sodeluje pa tudi LAS Pri dobrih ljudeh, ki je z biosfernega območja Mura. Ožje partnerstvo predstavljamo RRA Posavje, LAS Posavje, občina Sevnica in pa Javni zavod Kozjanski park, ki je tudi upravljalec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Skupaj nas je v celoto povezanih 11 partnerjev. Kar se financ tiče, je skupna vrednost projekta na območju LAS Posavje dobrih 222.000 evrov. Sredstva sofinanciranja iz sklada EKSRP pa so odobrena do 99.000 evrov, oziroma po skoraj 100.000 evrov smo šli, tako kot nam je pač dopuščal razpis. Od teh 100.000 evrov se jih 80.000 namenja prav za investicijo na listi. Celoten projekt, se pravi širšega partnerstva, pa je odvrednoten na 602.000 evrov, od tega je sofinancerski del iz sklada EKSRP 390.000 evrov. Kot že rečeno, razvoj projekta smo začeli v letu 2020 in sicer partnerja LAS Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko mi smo nekako izkoristili priložnost razpisa za nadgradnjo že obstoječega projekta sodelovanja LAS. V preteklosti smo izvajali projekt Približajmo UNESCO-va biosferna območja prebivalcev. Bil je manjši, kar se finančne vrednosti tiče, je pa ob zaključku leta 2020 že izpostavil potrebo po nadaljevanju, se pravi po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja okolja, tudi infrastrukturnih ureditvah in pa na splošno po boljšem izkoristku tega UNESCO-vega priznanja, ki smo ga prejeli leta 2010, se pravi z uradno razglasitvijo biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Sigurno to priznanje predstavlja eno priložnost in tudi promocijsko je pomembno in velja to izkoristiti. V nov projekt Centri interpretacije zavarovanih območij pa sta se potem povezala še biosferno območje Mura, ki je razglašeno od leta 2018 in pa, kot že rečeno, zavarovanje območij narave, krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje.
Vsi partnerji se zavedamo pomena ohranjanja biodiverzitete, naravne dediščine in kulturne krajine, tako da to operacijo izvajamo po načelih programa MAP, UNESCO-vega programa Človek in biosfera. Cilj tega programa pa je vzpostaviti ravnovesje med človekom, naravo in pač kulturnim izročilom. Zdaj vam bom na kratko predstavila aktivnosti projekta. V glavnini smo se pač poenotili, tako da imamo vsak partnerski las eno večjo investicijo. Te investicije predstavljajo tako imenovane interpretacijske točke zavarovanih območij. Nahajamo se na eni, torej tale je naša, sicer pa partnerji pač vsak svojo vzpostavljajo, vse pa bodo imele izobraževalno, ozaveščevalno, turistično in pa tudi doživljajsko funkcijo. Veliko od tega se pač tudi že do zdaj tako udejanjalo. Tako da na hitro povem, ker bo v nadaljevanju za Las ob Soteli in Kozjansko predstavitev upravila Tatjana Kotnik iz Kozjanskega parka. Las ob Soteli in Kozjansko na zgornjem gospodarskem poslopju na lokaciji gradu Podsreda ureja informativno točko oziroma sprejemno pisarno, tudi z trgovino, kjer bodo na voljo lokalni produkti. Las pri dobrih ljudeh z biosfernega območja Mura je imel tudi potrebo po dodatnih namestitvenih kapacitetah, tako da oni so šli podobno kot mi v ureditev več posteljnih sob, kjer bodo prav tako izvajali naravoslovne dneve, tabore, akademije in tako dalje. Las ciljem pa na območju Planinskega polja in Krajinskega parka Zgornja Idrijca ureja nakup urbane opreme, solarne klopi, ekološke sanitarne enote, didaktična igrala, stojnice in tako dalje. Poleg investicije v ostalem delu je projekt namenjen tudi skupni izdelavi načrta interpretacije zavarovane narave z več itinerarji oziroma turističnimi programi za različne ciljne skupine. Te programe bomo izdelali, potem pa v drugi fazi projekta tudi izvedli pilotno in pač ocenili. V projektu je pa pač, tako kot na vseh projektih sodelovanja, namen tudi sodelovanje med lasi in pa povezovanje, tako da pri izmenjavi praks, dobrih praks z različnih območij razvajamo tudi različne delavnice. Opravili smo že eno strokovno ekskurzijo z ogledom na biosferno območje Mura, prav tako bomo mi partnerje gostili pri nas in jim pokazali naše območje. Vključeni so tudi dogodki za lokalne ponudnike in tako kot vedno pač tudi promocijske aktivnosti. Tu bom izpostavila zgolj eno, ki bo v drugi fazi, glede na to, da smo pobudniki tega, da se varuje okolje in narava, nismo šli v promocijo na nek klasičen način, ampak bomo v drugi fazi projekta osnovnim šolam delili avtohtona drevesa oziroma sedike naših jablan, ki jih bo daroval javni zavod Kozjanski park. Velja pa izpostaviti tudi to, da Center interpretacije zavarovane narave na našem območju, se pravi tule v Tončkovem domu, bo v sklopu projekta vzpostavil nove naravoslovne dneve za učence nekaterih posavskih osnovnih šol. Ta interpretacijska točka pa je prednostno tudi namenjena šolskim otrokom, vsekakor pa se z njo povečuje tudi dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin za vse ostale obiskovalce in prebivalce območja. Za zaključek bi jaz želela povedati v imenu Lasa in RRA, da smo veseli, da se s to izvedeno investicijo in pa samim projektom uresničuje oziroma izkorišča edinstven potencial, ki ga imamo na območju regije Posavje oziroma širše na območju na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. S tem, ko so nam leta 2010 uradno priznali to območje, smo prebivalci dobili in priložnost in odgovornost, da to izkoristimo tako za varovanje naše biodiverzitete, ki nas obdaja, kot tudi za trajnostni razvoj območja, ki bo zagotovil višjo kakovost bivanja v tem okolju. Kozjanski park letos praznuje 40 let
in smo upravljalec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki upravljanje Kozjanskega parka nekako širi širše. Kozjanski park namreč obsega samo 5 občin, in sicer Podčetrtek, Kozje, Bistrica, Obsotli, delno Krško in Brežice. No, biosferno območje je pa širše, večje in sega kar v 11 občin, in to so še potem občina Sevnica, Radeče, Laško, Šentjur pri Celju, Dobje in Šmarje pri Jelšah. Kozjanski park je počaščen, da smo lahko partner v tem projektu, in bi se najprej tudi zahvalila občini Sevnici, da nas je povabila na to tiskovno konferenco in na odprtje tega vašega pomembnega dogodka. Namreč v tem projektu bo Kozjanski park nagrado Podsreda pridobil tudi pomembno investicijo, ki jo skupaj z občino Kozje ureja nagrado Podsreda v enem delu gospodarskega poslopja, in sicer tam bomo uredili dolgo pričakovano večjo sprejemnico za naše obiskovalce Kozjanskega parka, in kjer bo urejena, se pravi, recepcija za nove grajske apartmaje in sobe, ki jih imamo od lanskega leta naprej, in tudi za naše stalne obiskovalce gradu, kot tudi Kozjanskega parka. Tam bo tudi večji prostor za prodajo regionalnih produktov, se pravi naših lokalnih ponudnikov, ne samo znotraj Kozjanskega parka, ampak tudi širše biosfernega območja, kajti v projektih pa vseh teh letih smo razvili blagovno znamko Sožitje Kozjanski park, s katero promoviramo naše lokalne ponudnike, ki na ekološki, tradicionalni oziroma naravi prijazen način pridelujejo oziroma izdelujejo svoje izdelke. Hkrati pa bomo poleg tega te sprejemnice opremili na tak zanimiv način še eno sobo, ki bo, lahko rečem, informacijsko manjše središče našega parka, in sicer predstavili bomo naravo in kulturno dediščino, ne samo zavarovanega območja, ampak tudi celotnega biosfernega območja, tako da bomo prvič imeli eno tako točko, kjer bomo lahko predstavili vse bisere narave in kulture celotnega tega UNESCO-vega območja, kjer bo tudi predstavljena Lisca, kjer bo predstavljeno rastišče Klosijevega svišča tukaj blizu, in bomo s tem nekako začeli tako res konkretno sodelovanje širše. Od leta 2010 je namreč Kozjanski park upravljalec tega biosfernega območja, ki ima ta UNESCO znak, in ravno ta mednarodni status nam omogoča, da smo bolj prepoznavni in nam omogoča, da se tudi povezujemo širše, in ravno ta projekt je tudi tak rezultat tega sodelovanja. Tako da ta investicija bo končana konec poletja, nismo tako pridni kot vi v vaši občini, ravno kar tudi pripravljamo vsebine, so stvari v izdelavi, tako da vam bomo pravočasno potem konec poletja predvidevamo, oziroma zgodaj jeseni letos vas povabili na naše odprtje našega centra interpretacije. Tako da še enkrat bi pa čestitala občini Sevnica za uspešno izvedeno investicijo, in kot Kozjanski park bomo, tako kot smo že v preteklosti, s svojim strokovnim delom pomagali pri interpretaciji oziroma ozaveščanju, da je narava zelo pomembna ravno v teh časih, ko so podnebne spremembe čedalje bolj očitne, in da so taki biseri, kot je Lisca, da jih je potrebno čuvati, varovati, na primeren način interpretirati in predvsem usmerjati obiskovalce, tako da bomo vedno na voljo bodisi za projekte, bodisi za kakršnokoli drugo sodelovanje. Tako da hvala za besedo, pa še enkrat čestitke. Ker pogosto se srečujemo tukaj na Lisci, na številnih dogodkih, na katerih nekako sledimo našemu skupnemu cilju, zelo širokemu cilju razvoja širšega območja Lisce. Najprej hvala sodelavcem za ideje in realizacijo vseh številnih projektov, ki smo jih kot občina izvedli na tem območju z nekim konsenzualnim ciljem razvoja Lisce kot športnega, rekreacijskega, turističnega, naravovarstvenega območja, ki ga razvijamo.
Ta projekt Center interpretacije zavarovanih območij prinaša zopet novo vsebino, novo dinamiko in nove povezave sem na Listcu. Pa tudi nova pridobitev. Pridobitev je izredno pomembna, če želimo slediti ciljem, ki jih prinašajo vsi ti projekti in sodelovanje v različnih projektih varstva narave, varovanja biodiverzitete in da tu pristopamo interdisciplinarno. Povezovanje z sosednjimi območji, biosfernih območji je zelo pomembno, kajti tudi z odgovori na nekako družbeni izziv koriščenja takih območij, kot je Lisca. Območje, kot je Lisca, je zavarovano območje. Moramo se pa zavedati, da to ne pomeni, da je to območje nedotakljivo. Kajti v primeru, če ne bi domačini za to območje skrbeli na način, kot znajo, potem to območje ne bi bilo tako, kot je. Ne bi bilo biosferno, ne bi bilo nekako pomembno v tem biodiverzitetnem smislu, kajti v nasprotnem primeru, če ne bi bilo Lisca pokošena, urejena, če ne bi bili gozdovi gospodarsko izkoriščeni, bi bili povsem drugačni in verjetno suhih travnikov, ki jih tukaj ščitimo, ne bi bilo, kajti opažamo velike težave, da se gozdni rob širi na travnike, zmanjšuje površino travnikov, uničuje razgled iz teh prelepih obronkov Lisce in tudi nekako odriva določene zavarovane vrste na suhih travnikih, zmanjšuje njihov obseg. Zato povabljeni na košnjo na Lisco naslednji teden. Če vam je danes vroče, potem ne hodite, ker takrat bo še bolj vroče, ampak vam priporočam, da spijete en kozarc jabolčnika kot lokalne pijače in se nam pridružite na tej košnji. No, v teh projektih spremljamo cilj, kako slediti uporabi Lisce kot zavarovanega območja v skladu z pričakovanji ljudi. Danes predsednik Planinskega društva se bo zagotovo še bolj dotaknil težave, ki se jo srečujemo, da gore in zavarovana območja obiskujejo ljudje, ki nimajo izkušenj z življenjem v takih zavarovanih območjih. Domačini s tem nimajo težav, glede na to, da tukaj živijo in se znajo obnašati v naravi in imajo izdelan odnos do narave, in pogosto se dogaja, da pridejo ljudje iz urbanega območja nekako vzgajati ljudi, ki živijo v teh območjih, kako se varuje naravo. Vendar tisti, ki tukaj živijo, zagotovo to znajo, v nasprotnem primeru te narave ne bi ohranili. In tudi temu so namenjeni ti projekti, da vzgajamo vse tiste, ki prihajajo sem, in da bomo predvsem nudili možnost osnovnošolskim otrokom v veliki meri, da bodo na tem območju spoznavali naravo, sonaravno bivanje, naravno življenje, življenje v naravnem okolju, kar je tudi naš cilj, in da bomo širili to znanje preko vseh ostalih projektov. In kako smo kot občina Sevnica nekako vpeti v ta objekt? Ja, kar nekaj let je, odkar ga je občina prevzela od Planinskega društva, in smo v takratnem podpisu pogodbe se ne toliko pogodbeno, še bolj moralno zavezali, da razvijamo Lisco kot center dogajanja planinstva, naravovarstva, turizma, pohodništva, zdravega življenjskega sloga. Temu poskušamo slediti. In sledimo v dveh smerih. Tako v infrastrukturnem delu, kjer prenavljamo ta objekt, urejujemo infrastrukturne izzive, kot tudi v programskem delu, kjer preko vseh teh projektov tudi na programskem delu sodelujemo, predvsem z osnovnimi šolami, z Kozjanskim parkom in z drugimi inštitucijami z področja varstva narave, da skupaj
opremljamo to območje in da nekako celovito to območje raste v infrastrukturnem in v tem mehkem vsebinskem delu, kar je izredno pomembno za nas. Verjamem, da bo po tej prenovi zadovoljen tudi najemnik na tem območju, kajti sedaj bo lahko ponudil kvalitetno storitev tistim, ki prihajajo sem, ki želijo tukaj bivati dan, dva, tri ali celo več, kajti Lisca nudi veliko možnosti za tako bivanje, hkrati pa moramo razumeti, da je že druga sezona turistična spremenjena, ki ima tudi marsikatero pozitivno lastnost, da smo se pričeli bolj zavedati kvalitete turistične usluge v bližnjem okolju, ki ga sicer na hitro poznamo, bolj detaljno pa ne. In verjamem, da je to pomemben prispevek k razvoju lokalnega turizma, lokalne ponudbe, kajti Lisca ni samo Tončkov dom, Lisca je širše območje tega pogorja, dela občine Sevnica, ki prinaša nekako turistično ponudbo ne samo v ta objekt, ampak tudi v številne sosednje objekte, ki so tukaj. Zato vam bi želel prijeten dan na tej nekoliko nižji temperaturi kot v dolini in prijetno uporabo teh pridobitev in programov, ki smo jih pridobili s tem projektom. Hvala. En lep planinski pozdrav v zibelki posavskega planinstva. Če se nekako izrazim drugače, naslednje leto praznujemo 120 let od Jurkove koče in s tem se je začel začetek planinstva v Posavju. Pa da ne bi cele zgodovine ponavljal, bi zastavil predvsem tri vprašanja, ki bodo povod vsega mojega razmišljanja. To se pravi, zakaj so ljudje hodili na Lisco, zakaj danes hodimo na Lisco, zakaj bomo hodili oziroma bodo hodili na Lisco. Mislim, da je danes bilo že veliko povedanega iz tega stališča, kaj vse Lisca skriva, kaj vse Lisca nudi. Potrebno se je pa zavedati, da vse to ni samoumevno, da za to je potrebno ogromno truda, ogromno posluha in ogromno sodelovanja. Zelo sem vesel, ker se bo infrastruktura na Lisci uredila. Zelo sem vesel, ker se odpirajo centri interpretacije, kajti to je tisto, kar nas bo vodilo naprej k sodelovanju. V zadnjem letu smo opazili na Lisci ogromno obiskovalcev, ker so nas k temu primorale razmere. S tem je pa prihajalo tudi do ogromnih, težav, pa ne bi rekel težav, bolj problemov pri spoštovanju. Jaz mislim, da moramo ogromen poudarek, tako planinci, kot pohodniki, kot ostali uporabniki Lisce, bom rekel, sodelovati na principu spoštovanja. V prvi vrsti spoštovanja do narave, ki je tukaj nekaj posebnega in tudi enkratnega. Imamo endemične vrste, kot je upojna zlatica. Predvsem pa spoštovanje tudi zasebne lastnine, spoštovanje sočloveka, spoštovanje planinca, pohodnika, kolesarja in vse to bo pripeljalo v bistvenem cilju, da bomo lahko izvajali interpretacijo na Lisci. Morda se vam zdi, da so markirane poti samoumevne, pa niso. Za njimi stojijo prostovoljci, markacisti, ki so pripravljeni v prvi vrsti se izobraziti za to nalogo, v drugi vrsti pa tudi svoj prosti čas nameniti. Danes se nam zdi mogoče vse samoumevno, pa ni. Želim si, predvsem s tem centrom, da bi tudi planinstvo dobilo eno mesto, v katerem bomo lahko razvijali ta odnos do planinstva. Predvsem pa si želim, da spoštujemo naravo in pa da sodelujemo. Na koncu bi rad čestitev za to novo pridobitev.
zaželel veliko sreče, predvsem pa to, da ohranjamo to, kar so v bistvu predniki nam zapustili in z mislijo naprej se fokusiramo, kaj bomo generacijam zapustili. Hvala lepa. Ki je že župan napovedal, naslednji teden se vsi dobimo spet na Lisci, v soboto 17. Ob 3 popoldne, že 10. košnja, tradicionalna ročna košnja na Lisci. Tako kot je že župan rekel in tudi Peter in ostali, Lisca ima dolgoletno tradicijo, 120 let je že tle gor Jurkova koča. No in Lisca naj bi pomenila tisto lisko, torej čistino, s katere se je že tudi pred 120 leti daleč videlo. Ne? In s to košnjo dejansko malo poskrbimo, da ti travniki tle gor na Lisci ostanejo takšni razgledni, kot so. Zbere se nas tako 30 do 50 koscev, grablj imamo dosti, grabljice vabljene tudi, s konjsko vprego bomo travo pa suho naložili, malo raztrosili, za otroke bojo igre in tako naprej. 2 pomembna dogodka sta še zraven, tako je že župan omenil, jabolčnik domač bomo imeli, jabolčno vino ali tolkuc, kakor imenuje, ga bomo malo ocenjevali in ga okušali. Pa še ena zadeva, taka tradicionalna in pomembna, je pa v bistvu cvirkovka, cvirkova potica, cvirkova puhla. To pa naši aktivi žena Sevnica organizirajo pravo, resno ocenjevanje. In potem bojo se te puhle od cvirkove, puhle in potice na ogled in na pokušino. No in s tem pravzaprav ta naša tradicionalna košnja združuje tudi ta etnološko kulinarični del, torej neke pijačo in jed, ki je tradicionalna za naše kraje. Hvala občini za vso podporo, hvala najemniku za sodelovanje in podporo, hvala vsem kostcem, vsem, ki prijete, vabljeni. Jaz pa res dejansko na koncu še tako moram z veseljem čestitam za to pridobitev na Lisci. Res se stvari premikajo, se dogajajo. Kot domačin pa moram reči, da smo tudi domačini zelo veseli. Od nekdaj smo radi gor hodili in verjamem, mislim, da smo kar redni gostje, pa da bomo še pogosteje tle gor. Tako da hvala, vse dobro in vabljeni v soboto.